po celi zadnji strani, loža do meč, je zategnilo ko gumico, ki jo raztegneš, kakor se da, sem se ne odtegnil nazaj, ne. In sem opustil na misel na ciljni finiš do konca. To, na kar sem ponosen številka in to je, se pravi, od svojega 12. leta jaz tečem. Zdaj, ko sem lani, jaz sem zmagal, letos ni teka, ne. To bo ključi, ali pa ne vem, lej. Mogoče pa zavedno ostalo v analih zadnji zmagovalec maratona, ne. Je rekel že en moj, meni starejši trener v Novem mestu, levo nogo daš pred desno in to delaš čim hitreje, ne. Pa tekmovali smo, kdo bo naredil več kilometrov, s tem, da smo potem mogli mi te zadeve celo navzgor omejiti, ker smo imeli učenci, ki so začeli delati s hojo, pazi, 160 km na teden. Spoštovani, spoštovane, 1-2-1 je ta epizoda, z mano pa nihče drug kot človek z zelo podobnim ogrinjalom danes, kot ga imam jaz, Aleš Lindič. Aleš, živijo! Zdravo, Marko! Kako si kaj danes? Pester dan za nami, je pa res, da sem pa komaj čakal, da grem v eno pogovorno zadevo v moj domači svet, tekaški, pa da malo se sprostim, pa da bova kakšna rekla. Seveda si potem pripravljen na ta pogovor danes že tekel. Ja, to je sicer vprašanje, s katerim si se ukvarjal že od včeraj, ampak žal mi ni uspelo danes tega cilja še doseči. Ampak ja, še doseči. Noč je še mlada, ja. Aleš pa teče tudi po noči, ali kako? Kdaj največ tečeš, povej mi? Zdaj se pravi največ proti večeru. To pomeni, da zdaj v tem obdobju, ko se prestavi ura, že z lučkami oziroma po osvetljenih pločnikih. Drugače za vikende pa seveda tudi zjutraj, ne, takrat so treningi najboljši, pa tudi najboljši začeti dan, da že zjutraj nekaj narediš zase, pa imaš pa še cel dan pred sabo. Je pa v tistih najboljših dnevih, ne, to tudi priložnost, da greš mogoče pa dvakrat, ne. Pred tem pogovorom, spoštovana publika, sva rekla, namen najnega pogovora je, da koga navdušiva. Začela sva pa tako, da sva prestrašila še tiste tri, ki poslušajo. Ampak nič ne do, preskočite tole. Najprej čestitke in pozdravi, vse najboljše. Aleš, pred kratkim si imel rojstni dan, kaj ne? Res je, včeraj sem praznoval moja mlada leta. Moram reči, glede na to, da veliko delam oziroma delam z otroci v osnovni šoli, jaz se počutim kot del razreda, čeprav so oni precej mlajši, ne. Tako da včasih moram tudi jaz se zadržati, ker pri kakšnih neumnostih, všeč so mi te neumnosti, ne. Pač ne smejo biti, ampak so mi všeč, tako da dokler si po duši otrok, jaz mislim, da to ni nič narobe s tem, pa tudi otroci se naučijo vse te odkritosti, ki pri starejših včasih malo pogrešamo, ne. Prav. Ja, mislim, da do tega še pridejo. Ja, mislim, da si idealen človek, ga spustiti za med otroke. Ta tvoj nagajivi nasmešek, ja, je že mrskej zakril kakšno traparijo. Tudi to boš kaj povedal. Mimogrede, a veš, da si 2 leti pa 1 dan mlajši od Eliuda Kipčogeja? Ne, nisem. Tako da, ta vikend sta se rodila 2 velika tekača v zgodovini, ja. Aleš Lindič pa Kenic, Eliud neki. Ja, tako, to da veste, publika. Pa še 2 leti, ne, še 2 leti. Za svetovni rekord imaš še 2 leti, tako. Ja, to da veš. Ja. Okay. Kdaj si bil nazadnje na maratonu, Aleš? Bo pa zdaj ravno 1 leto, oziroma naslednji mesec, lansko leto, konec novembra v Crikvenici. Ja. To je bila zadnja pretečena maratonska razdalja z moje strani. Tudi zelo uspešno, sam jo tako ocenjujem, tudi drugi so tako povedali. Je pa s temi mojimi maratonskimi podvigi kar pestra zgodba, bom rekel, med
Med prvima 2 maratonoma v življenju, pa potem 3. je minilo 13 let. Zdaj pa glede na to, koliko sem star, pa vse skupaj, če malo preračunate, moj prvi maraton je bil odtečen pri 18 letih. Se pravi, en teden pred mojim rojstnim dnevom, ker ljubljanski maraton je bil vedno ti zadnji vikend, ko se ura pač menjala. Takoj naslednje leto, junija, sem imel potem še en maraton v Plitvicah. V glavnem, te 2 maratona sta bila vrh moje tekaške neumnosti, saj upam, da ne bom zdaj še kakšne naredil. Tako da sem rabil 13 let, da sem potem res da tudi s precejšnjim spoštovanjem, kar se mi zdi prav, kljub vsem pretečenim kilometrom še zdaj, do te kraljevske razdalje, discipline, da se tega tudi tako lotimo, sem potem nadaljeval še z 3 in sem trenutno pri številki, oziroma 4 z Crikvenice sem pri številki 6. Ja, zadnjega si zmagal, to si pozabil omeniti, ne? Ja, saj pravim, da zadnji je bil pač zmagovalen v Crikvenici. Za njega se kaj posebej nisem pripravljal, v tem smislu, da bi delal kakšne posebne dolžine. Enostavno, čez leto je bilo dovolj kilometrov, to tudi jaz povem svojim tekačem, to povem vsem ostalim, ki me prosijo za nasvet. Če si ti v rednem pogonu, se pravi, konstanta je tista, s katero napreduješ, ne glede na intenzivnost, se da tudi mislim, da sem imel najdaljši tek 26 kilometrov, zelo kvalitetno odteči maraton. Je pa res, da ta 26 kilometrov je idealen približek maratonske trase. To je od mojega doma, iz Šmarjeških Toplic in do najvišje točke na Dolenjskem, to je Trdinov vrh, 1178 metrov nadmorske višine. Tako 13-14 kilometrov je ravnina, pol pa naredimo 1000 višincev in je nekako tako, kakor na maratonu, ko se po 30. gor postav, ne? Zdaj sem spomnil, da sem jaz veliko časa v mladosti tudi treniral, tako da sem šel najprej dol proti Kranju, pol pa nazaj drugo polovico in simulacija tistega napora, ki se pač jasno povečuje, velike kilometri grejo, je odlična, to zadevno. Ta Trdinov vrh je še boljša varianta, tako da, ja, zdaj veste, kaj je recept. 26 kilometrov, na konc 1000 višincev, pa res te lahko zmagati z 2,50 do Crikvenico. Evo, pa se zaključila ta pogovor, super je bilo, bravo, da, to je to. Ja, pa vse mi povej, nekaj drugega me zanima, kar si omenil zdaj. Kaj hudiča, ne? Vse sem podobno star, pa sem delal podobne trebarije kot ti, ampak ti mi povej, kaj hudiča 18-letnika povleče, da gre na Ljubljanske ulice odteč maraton, pa 3 ure pa pol pač trpi tam za brez veze. Zdaj, tako, jaz sem v sam tek vstopil preko staršev. Moja 2 starša sta oba tekla preko rekreativnega tekaškega pokala na Primorskem. Sem jaz nekje pri 12 letih začel tudi z njima hoditi na te tekaške prireditve in jaz sem recimo potem rekreacijo ravno z tega vidika vzljubil, ker sem kot mulc primerjal s temi starejšimi tekači, meni je bilo, ne vem, pač fascinantno, takrat so svoje kariere zaključevali Ida Šurbek na eni strani, katera je bilo vedno neizmeren izziv loviti, pa potem Mirko Vindiš med moškimi, takrat je Roman Kejžar bil na sceni, pa Beno Piškur je še bil, se pravi, to so bili idoli, kateri si tako gledal na tekmi, ne, in potem, koliko si bil ti za njimi, sem ta čas računal, pa mogoče si se približal tem ženskam boljšim. V srednji šoli sem potem, ko sem bil na športni gimnaziji, treniral atletiko. Res pa je, da sem v teh 4 letih ugotovil, da nisem talent, ne, za pač tekmovalen govorim, ne, in nekje sredi 4. letnika sem jaz to tekmovalno atletsko pot opustil, potem prišel pa ta preskok na fakulteto za šport, se pravi, to je obdobje 6 mesecev, ko je pa tisto, ne, glava je še zmeraj, ne, bila tam,
telo pač več ni teklo. Res, da so že prej, recimo, najdaljši tek sploh je bil 20 km. Edino, igral sem pa nogomet 2-3 na teden, ta mali nogomet rekreacijsko. In vsi so šli takrat na Ljubljanski maraton oziroma preteč Ljubljanski maraton, predvsem maraton. To je bilo, mislim, v vasi, ne v vasi, v mestu, v Novo mesto. So bili res. Zakaj pa ne? Ker ne veš. Prvič tudi ni bilo toliko povratnih informacij od tega, koliko je to sploh hitro, ni hitro, tako da jaz sem se potem tega tudi lotil. Prvi del zelo hitro, v drugem delu pa se je kar kmalu začela ta kalvarija, potem malo svojo, pa ne bom pozabil tistega ciljnega šprinta, zadnjih 200-300 metrov, če si predstavljate kakšnega nogometaša, pač moči je dovolj, ne? Ni pa vzdržljivost, ki bi za publiko šprint naredil, ne? In ko sem jaz naredil prvi korak, po celi zadnji strani, loža do meč, je zategnilo ko gumico, ki jo raztegneš, kakor se da, sem se ne odtegnil nazaj, ne? In sem opustil na tist misel na ciljni finiš do konca. 3 dni je bil pa pol še izziv po stopnicah, hoditi, no. In si dejal, tale maraton, to ni za ljudi, to ne kar počnejo pač s težavami pač v duševnem zdravju ali pa kje druge. Ja, samo ko si mlajši, veš, hitro pozabljaš stvari, ne? Je treba večkrat osvežiti, ne? Zato tudi drugi maraton prišel z zelo podobno zgodbo, z mogoče še slabšo pripravljenosti. Edino več je bilo nogometa, ne? Se pravi, tisti občutek moči, ker dejansko tudi kot rekreativni tekač, recimo, če bi kdo me zdaj vpraša, kaj je tisto, kar bi nekomu priporočil, pa so vaje za moč, ne? Če bi jih mi več delali, zagotovo prvič manj poškodb bi bilo, drugič pa ti, ko stojiš pripravljen fizično, si mogoče tudi glavo do te mere bolj pripraviš, da si sposoben odteči, kakor če se počutiš mehko v svojem telesu, no? Pač en tak občutek je, ne? In enostavno s temi kratkimi šprinti pri nogometu, malem nogometu, ti imaš noge zelo močne, ne? In to od začetka gre, ne? Zdaj, če veš, da je bil drugi maraton moj Plitvice, ne? Tam je tudi noro letelo tam, da je 30, ne? Pa ni. Pa ni. Kako lepo povedano, ja. Ja, in tam je pol tudi, recimo, iz tistega maratona ostalo mi v spominu, bilo je 6 stopinj, prvi vikend junija, dež je padal. Pač že to, že en tak dejavnik, jaz v življenju, oziroma, ja, na maratonu še nisem vzel gela, ne, ali pa, ne vem, nekaj. Pač kar je tam na voljo, za jesti pa za piti. In pri takih temperaturah, ko telo začne tudi v bistvu drgetati, ne, je poraba še toliko večja, ne, in bi bilo smiselno, pametno, kakorkoli, ne. In mene tam tudi spraznilo, je pa res, da tudi, ki so bili na koncu mišice vnete, ne razumem, oziroma spoštujem tekači, ki gredo po koncu maratona na one masažne mize, tako bi povedal. Ker mene se tam en dotaknil in sem rekel, dovolj je, ne. Tam nimaš kaj početi, ko si enkrat zategnen. Res pa spoštujem maratonce, ki so sposobni preživeti še tisti del potem. Če je to bolečino, ja, ja. To so ultramazohisti, očitno, ja. Ja, najbrž. Tako da, ja, tam je pa potem prišel tale dokončen kliker, da za take stvari moraš ti imeti kvalitetno pripravo, tudi malo se orientirati, koliko si sposoben. Čeprav takrat ure takrat, ne vem, ravno so se te z GPS-om ure, pa z merilci srčnega utripa, mi nismo vedeli še kaj točno početi s tem. Tudi jaz, ko sem v srednji šoli treniral, v bistvu bil trening bolj napisan, tako, kot bi ga mogel zdaj uporabljati, se pravi, z razvijanjem svojih občutkov. Ne ura, ampak tvoji občutki, ne. To je zelo pomembno, da ne hodiš preko sebe oziroma ne zahajaš v rdeče cone. Kaj sem pa jaz takrat vedel v srednji šoli, ne vem,
tempo 1, tempo 2, tempo 3, ne, stopnjevani tek, a po tempo 2 je lahko šel sem še navzdol, kje je bil tempo 3, ne, tle smo se zgubljali gor, dol, ritem, ne vem, kakšen ritem, ne, da zberem za tako razdaljo. Ampak pa svoje vrste, zelo zabavno, zelo poučno, imam izkušnjo, ki jo lahko z mnogimi delim in iz tega in iz vsega tega, kar sem se naučil, tudi potem pravim, da mogoče je počasneje, novi, hitreje, predvsem kar se tiče, govorimo res o rekreaciji, to tudi pol poskušam prenesti na te svoje vadeče, na tiste, ki z mano, se pravi, postopajo po tem tekaškem svetu, da bo sem v bistvu ali pa večja frekvenca počasnejših tekov pripomogla k temu, da boš napredoval, pa kakorkoli se čudno to sliši. In to je najtežje, kar lahko dopoveš enim začetnikom ali pa rekreativcem. Ja, praktično ni, ali pa so plani tam zunaj, ki pravijo, da teci počasi, pa pol parkrat vmes hitro, recimo med tednom in tako naprej, pa potem kroži tista znana, da rekreativci v Sloveniji, ki so zelo tekmovalni, prepočasne teke tečejo prehitro, hitre teke pa prepočasi. Zdaj ne vem, kaj bi ti rekel na to. Pravi, a dejansko rekreativci tečemo prehitro večino časa, ko bi pa rabili teči hitro, recimo na nekšnih fartnih intervalih, pa ne naredimo tistega, kar bi lahko. Se pravi, 6:0 počasen tek, pa takrat, ki treba šprintati, pa 3:30, pa bi bilo, ne pa skozi 5:0. Ja, te razlike zagotovo so. Tukaj, ne vem, recimo z merilcem srčnega utripa najlažje pa s temi meritvami, ampak če govorimo res o rekreativcu, moramo iti na čisto osnovno raven, se posebej, kadar hočemo nekoga navdušiti. Enostavno pač pogovorni tempo. Pogovorni tempo je, ker se lahko midva pogovarjava. Zdaj, če ura kaže takrat 7 minut na kilometer, je to 7 minut na kilometer in se s tem ne ukvarjaš. Tudi tek na dolge proge se ne reče, tek na dolge proge zastonj potrebuje svoj čas. Zdaj, Slovenci smo precej znani po tem, da potrpežljivosti veliko nimamo. Posebej, če pogledaš kakšne kolone, vrste, kjerkoli, tiska bi se neki urinil, šel levo, desno, šmuglal, tu je ponavadi Slovenc. In pri teh stvareh ni bližnic. Oziroma bližnice so, ampak je pa tudi bliže do fizioterapeuta, bliže do magnetne resonance, pa še kje drugje. Tako da, recimo, spet ena štorija, vodil sem dan priprave za ženske. V tistih tudi letih, ko je bil najbolj množičen, mislim, da bi bil jubilejni 10, takrat, ko so imeli skoraj 10,000 žensk v Tivoliju. V Novem mestu smo imeli na pripravah 50 žensk in damo mi to teorijo na začetku, če je ogrevanje, zdaj pravim, vse, ki še niste tekle, ki niste prepričane, pejte z mano. Nam je cilj, da naredimo, se pravi, količino. Pol ure, da je naš utrip, se pravi, rdečica na obrazu, rahlo smo zasopli, ampak se še vedno pogovarjamo, bomo prekinili s hojo, ampak ravno toliko, da bomo ves čas nekje jadrali na meji med ugodnim, pa da ni neugodno. Ja, po Loki, zdaj ne vem, če si bil kdaj v Novem mestu, imamo tako ob reki Krki, je steza in potem so klopce, tako na 100 metrov. No in jaz pač, ko sem štartal, jaz sem bil po 100 metrih zadnji. Ker sem vsem vedel, da gremo počasi. Ampak pa so pa na klopcah, veš, že kar čakale, so bile tako, da ne morajo več, pa podobne štorije, ki sem jih poslušal, potem mi je žal. Žal mi je pa zaradi tega, ker nekdo tak, ki je začetnik, naslednji več ne bo prišel, ker se matra, ker se utrudi. Z tega vidika, jaz z vsemi ne morem iti, vedno pa rečem, na koncu boš dobil tistih svojih 5 minut, pa pejt, če moraš. To je recimo predvsem pri moških je to tak ego, kjer je, ali pa tudi recimo rekreacija, ki je, mora dati vse ven iz sebe, če ne, tu ni nič, če ne, tu brez veze, da sploh se prevlečeš v premo, če ne prešvicaš čist, pa skoraj ne padeš na tla. Pri ženskih je to malo z drugega vidika jemljajo, se pravi, bi se ukvarjali s tem in je bolj pomembno, tudi sledijo zelo natančno tem navodilom. In ja,
na koncu začetnik je vedno tisti, ki najbolj napreduje. V absolutnem smislu on bo največ napredoval, ker ima največ rezerve. Ne? Nekdo, ki že teče, v bistvu veliko manjši absolutni njegov napredek, kot pa pri tistem, ki gre. Kakšne so pa tukaj hitrosti, je pa tudi na dnevno recimo pri istem tempu lahko vpliva dnevno razpoloženje, kako smo spali, kakšno prehrano imamo in če prejšnji ponedeljek šel trening ta ponedeljek ni rečeno, da bo šel enako. Pač takrat, glej, je pa lahko, če ti razviješ notranji občutek, ta subjektivni napor, ocena tvojega napora, tisto, s katerim delaš trening. Ne? Bravo. Pa vse ne rabimo skozi nekih urc, pa strave, pa analitike, pa ne vem kaj. Ne? Ja, to rabimo zato, da pogledamo druge, ne? Veš. Pa da oni nas pogledajo, pa se pa začnemo, skudo si, kdo jih ima več, pa kdaj, pa kje, pa kaj narobe, da že teden nisem objavil, pa azbolan, pa zakaj pa zdaj samo v Novem mestu laufaš, ne pa v Šmarjeških, kaj narobe, se z vašo skregal, mislim, koliko trava veliko stvari pove, pa sploh ne vemo, da jih. Prej si rekel, pa se te moram vprašati, da si ugotovil v 4. letniku, da nisi talentiran za tek. Kako si to ugotovil? Po feelingu, a te kakšen trener rekel, a si šel na fakulteto za šport narediti meritve ali kako? Ne, pač dejstvo je, da tekmovalna atletika, recimo na stezi, v tistem obdobju je bila to res atletika, se pravi, fanti, ki so tam tekli, so bili stalno tudi zelo blizu in teh mladinskih evropskih in mladinskih svetovnih tekmovanj. Na dolge proge je bilo ponavadi tudi zelo majhno število že tekačev in zdaj tam, da se nas je podilo 5-6, pa si bil precej tam za unim pred zadnjim, ali kakorkoli. V glavnem, kaj je bilo pa tisto, glavno je bilo pa to, da sem jaz v bistvu recimo iz 3. v 4. letnik ogromno vložil časa, napora v trening in vse, rezultatsko pa nisem bil nič boljši. Prav, ni bilo povratne informacije na tekmi, pozitivne, se pravi v smislu trenda napredovanja, rezultata ni bilo, tako da sem tudi jaz potem na tistem mestu s to tekmovalno atletiko na stezi zaključil. Čeprav moram reči, da to so zlata leta, ki jih lahko nekdo dobi v športu, še posebej na koncu osnovne šole, srednje šola, nauči se ogromno enih življenjskih stvari. Mogoče bi tudi mogel biti rezultat malo manj pomemben v teh kategorijah, kot se pa vse druge vrednote, ki jih potem kot športnik odneseš, to pa potem kasneje ugotoviš, ne vem, na faksu pa kje drugje, kjer od organiziranosti, discipline, potem znajdeš se v večjih situacijah, znaš si pripraviti kaj za jest, znaš si, ne vem, cunje, ne vem, zlikati, oprati, kakorkoli, medtem ko je to nekaterim še pri 30 ali pa še kasneje, ne vem, prek YouTube. Ni jasno, ne. Moji rezultati jaz tukaj nimam kaj skrivati na stezi. Pri 18 letih tečeš 9:35 na 3 kilometre, polovička je bila takrat 1:21, za tisti kilometer sem se matral, da sem ga spravil po 2:50, Govorimo za takrat, ko si ti obkrožen z samimi top atleti, je to šloh zadeva, Šloh. Je pa res, da jaz sem, kljub temu, da sem bil v atletiki, sem ves čas hodil na te rekreativne teke, Veš, tam si bil pa toliko, imel si to osnovno support iz atletike in tam si ga lahko uporabil in se primerjal s temi starejšimi, tako kot sem že prej par imen naštel in tisto mene vleklo. Jaz mislim, da zaradi tistega potem nisem tako kot mnogi, ki že pri 18 pač zaključijo s temi športi, kateri so trenirali v mlajših letih, da je zaradi tega potem mene to obdržalo in jaz sem potem
kasneje malo čez stranska vrata nazaj noter prišel in me je pol potegnilo nazaj. Sej, če bi zdaj pogledal nazaj s tistimi, s katerimi si treniral, koliko jih je pa dejansko ostalo po tem 18. letu ali pa članski konkurenci še v nekih atletskih vodah, a so več ali manj vsi, slej ko prej, tudi nekaj še kdo, ki je ustrajal recimo, v tem športu aktivno, tudi v neki stadionski atletiki in tako naprej. No, se to je tisto, v bistvu to je tisto, na kar sem jaz najbolj ponosen, bolj kot na vse dosežke merljive z časom, bolj kot na, ne vem, kakršnekoli številke, čeprav je tudi to, na kar sem ponosen, številka, in to je, se pravi, od svojega 12. leta jaz tečem. Se pravi, to je zdaj 24 let in jaz nisem od včeraj, ne. Ja, res, na to sem res ponosen, mnogo stvari sem videl, doživel, recimo, ko sem bil že nekaj časa v atletiki noter, je prišel od zdaj aktivnih edino še Mitja Krevs, on je prišel nekaj časa za mano, tistemu trenerju. Drugače pa ja, od tistih fantov ali pa tako nasplošno, ki so bili tudi v slovenski atletiki, so fantje strokovnjaki, se pravi od v kolesarskem svetu, pri teh profesionalnih ekipah so zraven, so pri meritvah, pač so, niso pa tekači, ne. In tudi, če greva gledati rezultate iz maratona, takrat, ko sem jaz tekel, ne, pa zdaj zelo hitro ugotoviva, da bo precej strani treba obrniti, da bova našla nekaj tekačev, kateri mogoče še zdaj tečejo, ne. In to je recimo že en pokazatelj, da je to ne samo tudi življenjski stil, se pravi tek, in pa da ni to muha enodnevnica, ampak dejansko, da si ti s tako stvarjo svoje življenje, ne vem, obogatil, pa nisi šel v to rezultatsko, ker tisti, ki gre v tek, ali pa kakršnokoli stvar rezultatsko, 2-3 leta jih imam vsako leto, mislim, gledam jih, spremljam jih, noro napredujejo, ampak slej ko prej pride do platoja, ne, ko je pač omejitveni dejavnik, ali je to talent, čeprav na daljše proge to večinoma samo garaško delo, je pa pol omejitveni dejavnik gotovo čas, zagotovo so tukaj družinske zadeve, ne, to je vse posledica, tudi lahko ekonomsko, se pravi finančni vidik. Ja, od tistih, ki so takrat tekli, zgolj Mitja. No, ja, vidiš, zanimivo. Zdaj si dal še, pozdravljam Mitja na tem mestu, ja, včeraj sem ga mimogrede srečal v Zagrebu na našem Cenerju, pa mislim, da je nekaj poškodovan, ker se je bolj v zadju zadržal in trening tek je imel. Aleš Lindič, evo, zdaj govorijo že pol ure, pa o tebi še nisem povedala ključnih besed in dejstv, ampak da je to sam narediti. Zakaj moram jaz to zmer počenjati nam iz drugih, sicer imam tle napisan, ampak daj se v enem stavku, prosim, opiši, gospod profesor. Za enem stavku težko, lahko eni povedi, čeprav bo to ta zelo dolge sestavljeno iz več stavkov, ne. To je smisel za humor, je nekaj posebnega, zato prosim, ajde, pa bom jaz pol še dodal, kar vam tukaj napisan, če boš kaj pozabil. Tako, sem rekreativni tekač, profesor športne vzgoje, 9 let že poučujem na osnovni šoli Šmarjeta. Od leta 2013 sem tudi predsednik rekreativnega tekaškega društva Maraton Novo mesto. Šteje 110 članov v letošnjem letu. Vodja tekaške vadbe, vodja vadb za različna podjetja in pa prireditve. Potem, kaj imamo še kaj takega? Udeležujem se oziroma organiziram tekaške izlete, zadnje leta specializirano po Balkanu. V bistvu bolj prednost dajem temu socialnemu vidiku našega življenja. Tak imam tudi pristop do soljudi, kakorkoli
Ni me sram priznati omejitve mojega znanja. To sem uporabljal tudi kot trener pri atletskem klubu Krka. Tam sem bil v bistvu 10 let trener za srednje in dolge proge. Ko je nekdo prerasel svoje znanje, rade volje predam naprej, oziroma mislim, da bi to moglo biti obveza vsakega trenerja. Ne vem. Ostalih stvari, kot so nastopi na tekah, mislim na tekmah, koliko 10 polovič maratonov, pa vse to pa ne beležim. Je pa zgodovina tega zelo, zelo dolga in zgodbic imam veliko in mislim, da za stara leta jih bom imel dovolj, da bom lahko se s kom pogovarjal, kar se mi zdi najbolj pomembno, če nekdo ima vinograd, da ima s kom spiti špricar, ne da sam gleda v daljavo, pa grunta, zakaj ni takrat tega naredil. Mislim, da če pri rosnih 36-ih, zdaj lahko o tvojih zgodbicah govorijo najmanj 3 ure skupaj, v špricerju pa 6, verjamem, da bo čez nadaljnjih 50 let teh zgodb še veliko. Daj mi povej kakšno žmohtno zgodbo, z kakšnega od tvojih zmag ali pa ne zmag, recimo v zadnjih nekaj sezonah. Vem, da si močan, na Hrvaškem je ime Aleš Lindić kar priznano, tam v Crikvenici, pa v Karlovcu, pa v Omišu, pa ne vem, kje še vse, v Plitvicah tudi, tam si bil tudi, mislim, da skoraj prvi na 10, ko si se vrnil in tako naprej. Daj mi povej kakšno dobro zgodbo zdaj, sigurno si jo spomnil vse, ko sem tole govoril. Zdaj, zgodbe so pač različne, ene so iz same steze, ene se tudi dotikajo stvari okoli steze, Recimo, kaj tazga, letos na Beograjskem maratonu smo prijavili, ko se prijavljamo kot skupina in potem sej ne gledam, dobiš tisto cono tam zadaj, tam pri Kalamegdanu smo bili čisto, na oni strani, In jaz gledam tisto gručo, mislim, ogrevanje delam, tečem že par minut, še kar tisti ljudje, boksi, še kar nič, nič, pridem jaz do tam enega varnostnika v svojo cono, rečem, da če je mogoče, da mene spravijo naprej, Pa v bistvu sem rekel, vi veste, kdo sem jaz, On, zdaj dol niso taki reditelji, kot pri nas, Dol, to je tako, resno opravljajo svoj posel in tudi ti na misel ne pride, da bi tam nekaj skakal čez ograje, In rečem, pa jaz sem ti pripravljen, jaz sem za 1:15, jaz ne morem tukaj, sem pripeljal skupino, ampak mene so dali sem, veš, pa tukaj je pisalo Slovenija, tle nalepka Slovenija, vse to zadnji dres. On me gleda, pravim, resno, sem lani bil v Subotici, tam sem zmagal ono drugo, on me gleda, voki-toki, pokliče, ček, in sva šla, na 100 metrov, mimo vseh boksov, v prvi boks, čist tam pod tistle, po ciljni, samo oni elit so bili spredi, res pa, da je bilo toplo, nisem se kar za boks postavil, tako da sem v senci stal, nisem hotel biti čisto spredi na slikti. V glavnem, take prigode so, ampak vse ti, ko si suveren v tem, kaj delaš, marsikaj se lahko tudi zmeniš, Tako recimo ta ena taka, druga je pa iz letošnjega Sarajeva, ko mi je bilo v bistvu kar malo sram. Na Balkanu si kot športnik zelo čislovan in spoštovan. To so s kolegom vozila atlete tudi vrsto let na Košutnjak v Beograd zopet. Oni imajo beli kros, izjemna tradicija, mislim, da je že preko 50 izvedb tega krosa gor na Vojaški akademiji imajo gor in je to nekje februarja. In potem, kadarkoli smo pač tam prišli, to nas je bilo sram, koliko smo slabi, v tem smislu. Oni so te pa prečakali malo da ne s fanfarami. Niste bili letos v Sarajevu. Nam pravi ta organizator, vidva sta ti pa enega kolega, pa kdor je še iz društva, pridite na večerjo, tam se bomo malo podružili, pa gremo pa na slavnostno predajo številk. Jaz v tej društveni jopi, recimo kot bi tako, pa džins hlače,
prideva tja na večerja, ne. Ja, tam je bilo vse takole, srajce, organizatorji vseh teh zagrebških, beograjskih, Skopje, pač teh maratonov po Balkanu, teh manjših tekem še, ne, vabljeni tekači, vsak je prišel roko, pogovori se take levo, desno stvari, mi v tistem pogovorju, res mi je bil tak neugoden občutek. No, ampak pol je pa rekel še, gremo na predajo štartnih številk. Je bil pa z nami Miha Povšič, atlet iz Sevnice, in on je šel pa sem z nami, prijavil se je pa sam kot elit, da je dobil štartnina, ne. In mi smo prišli potem v Narodno pozorište, se pravi kot neka filharmonija, opera, ne vem, drama, recimo, ne. Ja, tam so pa že na vratih oddajali te plašče, ne, pa to, ne. Tam smo bili pa še večji kmetje. A vsi so nam govorili, nič problema, vi kar pejte noter, ne, noben problem. Vsej smo se čisto zadaj, tudi Miha je rekel, da se ne bo nikoli več prijavil med elit tekače, ker potem, ko je bil klicen na oder, to si moraš predstavljati, to sta 2 balkona gor, se pravi ljudi, bil je to namen otvoritve tega športnega manifesta, ampak oni se zrihtajo. Zadaj je 50 ljudi sedelo v orkestru, minister kantona za šport in turizem je podeljeval štartne številke, vsako ime, ko so prebrali aplavz, potem tišina. Pa je pa prišel človek gor, ja. V glavnem, ja, potem, ko smo mi te številke dobili, mi smo se mogli od tam pobrati, ker, mislim, jaz sem čutil, da tam mi ne spadamo noter, no, lej. Kakorkoli, čeprav je bilo vse v bistvu zaradi nas tekačev, ampak meni je bilo tam toliko narodno, da smo mi eni Slovenci tam v trenerkah. Pa ponovadi bi rekel lih kontra, zdaj pa imaš. Ja, zdaj pa imaš. Zdaj prav, zdaj za na Balkan pakiraš kravato pa rekelce prihodnje. Ja, če ne greš pa saj čez kakšno Baščaršev, pa kje je tam okoli. Kaj nas daš gor, ne. Ja. Zdaj vem, kaj bom naredil, če bom kdaj na Balkanu, ja, na kakšni dirki, kjer tebe ne bo, pa bom v 10. boksu, pa bom rekel varnosti, ko vi veste, kdo sem jaz. Vi veste, te Slovenija, Lindič, a vam to ime kaj znano? Kar naprej, gospod Lindič. Malo ste sicer ojačal, ja, kakšno kilco gor, neko ni problema, imamo še kar 1,15, ni problema. Ja, 10. Ja. No, reči. Ta je bila pa iz Porta, to smo bili pa 2019, smo šli v Porto na maraton, 32 nas je šlo, ker smo sami organizirali in ker se mi zdi kar dosti ena številka, če sam to vodiš, dovolj. No, in potem tam po Portu, jaz ne vem, kako mi s tistimi vozovnicami za metroje pa tele mestne avtobuse se nekako nismo znajdeli, ne. Mi smo na mest 32 posameznih, pač eno za 32 vožnji kupili, ne. Tako da smo na ta mestni avtobus pa šli kar tako, da smo pri šoferju to kupovali, ne. Aha. Prvič, to Balkanci, ne, ko gremo in jaz sem rekel, nas je toliko, pa če bi to kaj manj, no ne, neka kontrola gor, no in tak kup listkov dobim teh vozovnic. Pridemo mi na drug avtobus, jaz njemu že oddaleč, ne, da ne rabim listkov, da jih imam že toliko. Pa on, koliko vas je? 20. Ampak veš, naši člani so vsi ženske roza, moški zeleni. In preden sem jaz to z njim tam delal, ne, so oni za mojim hrbtom hodili gor, ne. In ko smo se midva že vse zmenila, naši so še kar hodili gor, ne. Pogledal si nazaj, vse roza pa zeleno. Šofer se je smejal, pa smo se vsi smejali, da smo se pelali, no, ampak lej, skozi so kakšne take. Komedije, mislim. Življenjske, tu so življenjske, tam se pa znajdeš na licu mesta, vse ali pa se ne, no. Bravo, egzotika. Ne obdelujete samo Balkana, obdelujete tudi širno Evropo, ali kako, kje ste že vse bili? V bistvu tale je bila takrat vrh 2019, ker potem se nismo tega lotevali, takrat smo šli tudi prvič z avionom v take veliki obliki. Bili so prej že naši člani iz Atene, seveda tla gor od Dunaja, Italije. Ne nazadnje moram pa tudi povedati, se naš član je bil pa tudi
Primož Kobe, takrat čisto na začetku, ko je še tekel in takrat v Berlinu je še tekel z adresom Društva Maraton, je bila še tako želva narisana, ne? Ja. Tako da imate tisto lovoriko v klubskih prostorih, najbrž, ja. Ja. Izdres, ne vem, kje je izdres, ja. Treba malo preveriti, ja, Primož, da je pa treba vrniti tole, to je pa klubsko. Če zdaj le poslušaš, ne, hecam se. A je bilo to 2-8 v Berlinu? Ja. Mislim, da je bilo 2-8, ja, tako. 2-8 v Berlinu smo bili, spomnim se samo, da je nekdo rekel, da tam... Siv dres je bil, siv. Ja, tako, govora je bilo samo to, a veš, da so eni Dolenčki prišli z avtodomi, imajo harmonko, pa so cvička, a ne? Ja, pa smo rekli, bomo že zaslišali, pa zavohali, pa jih nismo. Pa en je laufal 2,29, ja, pa smo rekli, zdaj pa lažejo, nimajo cvička, pa harmonke, pa 2,29, to ne gre skup, ampak na koncu smo gotovili, da gre skup. Je pač to je Dolenjska, da tam gre to pač očitno skupaj, ja. Tvoj najboljši čas v maratonu je iz Crikvenice, kje je hitreje že letel? Ne, tudi recimo v Crikvenici ne bi tekel tako hitro, če ne bi tam bila priložnost, da bi zmagal, ne. Pa tudi tam sem mogel čakati, ko smo 2krat zašli, pa sem se pa že malo razjezil, sem rekel, ajde, drugi krog bom vedel, ki je teč, prvi krog pa ne bom. Pa sem malo počakal, glavno malo so spremenili progo, lani, se zdaj, ko sem lani, jaz sem zmagal, letos ni teka, ne. Ključi, ali pa ne vem, lej. Mogoče pa zavedno ostalo v analih zadnji zmagovalec maratona, ne. In je tam od Dramlja, je en kamp in potem je kilometer, kar konkretno gor se dvigneš, ampak radarji še niso prišli na svoj položaj, ne. In pa če sem pretekel sred kampa, tam, kaj ponavadi kakšen čarovnik ali pa kdo, kakšen žonglera, veš, ta poletna animacija, ne, in ni bilo nikjer nobenega, ne, ampak proge tudi ne. Pa druga skupina, ki je prišla tam zadaj, vpije 100 metrov, tu gore, ne, tako da, takrat sem bil kar jezen, no. Če si ti to narediš že na 1/3, 4 kilometru, veš, te kar porušti ta, no, ne vem, notranje ravnovesje, ker pred maratonu se mi zdi, da pa res moraš iti v eno seanso, v eno potovanje sam s sabo, no, pa take stvari te kar spravljajo iz tera, pa tudi če greš malo z rezervo, no, da ni vse na rdečem. Zanimivo, vidiš, mi se zmer hecamo, ko gremo takole skupinsko na kakšen maraton, pa kakšen vpraša, ko so pa kaj oznake pa to, pa jaz vsakmu rečem, brez skrbi, sej ne boš zmagal, a ne. Ti pa je kar za unimi od spreta, ne. Zdaj mogo premisliti, če bo kaliber tipa Aleš Lindič prišel, pa rekel, ja, kaj pa če bom zmagal, kaj pa boš pol rekel, tako da moram premisliti, ja, ali pa če se bomo srečali na kakšnem maratonu, ja, pa bom jaz to lih govoril svojim, a ne, pa se bo zglašal zadaj kakšen Dolenc, pa rekel, mi imamo pa enega tazga, ki bo zmagal, tako da fantje, ne, umaknite se. Šel si na div, ko si bil mulc, ja, nisi več sicer aktivno treniral, ampak atletika, tek je bila pa tvoja smer in si že takrat vedel, kaj da boš na tem področju potem tudi delal, ko boš zaključil študijem ali kako? V bistvu mene šport na splošno zanimal, se pravi tudi ostali športi, jaz sem spremljal tudi vse. Mama je bila učiteljica športa v osnovni šoli, tako da sem imel že z tega vidika tudi v družini in to vzgojo in pa zgled, ne, ker nobena beseda, nobene slike, video ne bo toliko potegnil kot zgled, ne. To sem recimo, to jaz opažam v osnovni šoli, ne. To, kar včasih, rekel, toliko navijačev ali pa nekoga, kot imam tukaj, si kar težko, no, predstavljam, da je to mogoče. Pa bom rekel, zase ne počnem nič posebnega, ali pač, ne, za njih pač počnem posebnega, ne. Zdaj smo ravno začeli z gimnastiko, tam narediš 2 prevala, vmes en premet, ne, to so take oči, ne, a veš, 2krat udariš z loparjem, ne vem, pokažeš atletsko becedo, kakšno foro vmes, ne, pa še ko spremljajo.
na državnih omrežjih so itak ves čas, ne. Mhm. To zelo hitro vejo, no. Kar mi je v bistvu bolj všeč, da vejo to, kje sem bil pa tekel, kot da bi za kakšne žure, ker tega bodo sicer pri meni malo manj najdel, ne. Tako da to. Ja, tako da na srednji šoli oziroma potem na fakulteti za šport sem pa jaz zelo hitro dobil nazaj klic, se pravi, ko sem nehal pri svojemu trenerju, Robertu Draganu, je pa v bistvu tudi on prišel do ene točke, ko je počasi bi predal zadevo. Jaz sem rabil tudi v bistvu enega mentorja, v bistvu sem kot neko pripravništvo tam delal, nobeno uradno, ampak v bistvu za sebe. Tako da sem 2 leti sva skupaj, jaz sem mu pomagal na treningih, na pripravah smo bili in v bistvu potem on tudi meni zapustil skupino, ki je sicer takrat tudi razpala, kot ponavadi s trenerjem. To so bile zgodbe, ki so bile individualni šport zgrajen v bistvu ekipno, ne. Tako da sem jaz potem na novo te fante, punce pobiral na teh tekmovanjih. Skladno z zaključkom študija na fakulteti za šport se potem pa tudi meni odprla pot, se pravi v osnovni šoli za poučevanje. Je pa res, da mi je zelo veliko časa vzelo, ne. Na eni strani se pravi potem redna služba, na drugi strani atleti, potem rekreacija z društvom. Ko sem prišel v društvo oziroma že tudi prej, sem pomagal pri organizaciji kakšnih prireditev, potem smo tudi prek društva vodili in dolenjski pokal, potem zadnjih 6 let vodim, se pravi, moja prireditev, Šmarješki tek, na katero sem tudi neizmerno ponosen. Zadnjih 5 let s Primožem sodelujeva pri organiziranju novomeški polmaraton in teh stvari se potem pač nabira in tako sem tudi jaz recimo v atletskem klubu. Sem pa zaključil predvsem to, ker začelo se je mešati otroško varstvo, animacija v resen način treninga, ne. Tam sem jaz imel, ne vem, 2-3 fante, ne odlične, ampak vrhunske. Mladinca, ki je leta 2013 tekel na svetovnem prvenstvu v Barceloni, in to na 3000 metrov zapreke. Se pravi, na dolge proge do takrat, mislim, v Sloveniji dolga leta ni bilo nobenega, potem sem tega fanta imel. Takrat še tudi jaz nisem bil kot trener dozorel temu, žal sem želel preveč, mogoče bi lahko s počasnejšim treningom tudi kaj več dosegel. No, v glavnem zaključil pa sem v klubu takrat ravno zaradi razloga, ker porabljal sem čas za to, da sem se ukvarjal z opravičili, pa kako ne more, pa zakaj ne more, pa mama je to napisala, namesto da se s temi 3-4 ukvarjal kvalitetnim tekom, sem se mogel z vsemi ostalimi stvarmi in to mi je pobiralo čas in sem rekel, atletika je atletika, rekreacija je rekreacija. Vodilo kluba je pa pač tako, da če plačuje vadnino, se moraš z vsemi ukvarjati, meni pa to ni, ne. Verjamem pa, da je to edini način preživetja našega športa v Sloveniji. No, ampak ko si delal to, si vendarle, ne, vsaj tam se prebral kakšno objavo tvojo, še odprej, si to atletiko doživljal od glave do pete, či si bil noter, bolj živčen kot atleti, vendarle z užitkom pa z žarom si to počenjal, še bolj, kot če bi morda sam tekmoval, ali kako? Ja, mislim, dejstvo je, da ti se moraš zavedati, da imaš v rokah v bistvu škarje in platno in ti si temu, bom rekel zdaj otroku, najstniku ali pa kasneje atletu, ti si mu vse, si mu opora, ne samo trener, ne. Ti si mu ta prvi psiholog. Jaz sem imel, ne vem, ko starši niso mogli več reševati, ne vem, imeli so punce težave s prehranjevanjem. Hčerka je bolj zaupala meni kot staršem. Mene so starši tam prosili na tem področju. Potem, ko so prišle poškodbe, ne, ko se niso vedeli kako obračati, s tem smo se ukvarjali. V bistvu vsak trening, jaz, ko si delal program letni, pa si pogledal tedenski program, ne, si bil noter ves čas, ne. In mene potem zelo, tako kot si sam rekel, jaz sem bil zelo energičen oziroma noter sem padel v sistem
ko sem to pripravljal, jasna slika. Vendar na stadionu, ko je prišla izvedba, sem jaz tebe vprašal, ne, veš, kaj imamo danes, ne. In jaz sem prav, a veš, Lokomotiva, ki spusti par, ona ta stara. Ko mi nekdo rekel od atletov, kaj pa imam danes za trening, ne. Veš, ko pride nekdo tako na trening, nonšalantno, ti si vse vložil, on pa ne ve, a na trening, ko moraš ti prideti mentalno pripravljen, ne. In dejansko, ja, potem tudi na tekmah, tam se pa pokaže, ali smo šli v pravo smer ali nismo, ne. Jaz sem tam nervozen bil, jaz sem več pulza tam za ograjo, kot pa če bi tekel, ne. Ker, mislim, se tu včasih še zdaj lažje iti teč, ker takrat to je fantastična meditacija, kakor pa se ukvarjati z, mislim, ali pa se strani gledati, bo, ne bo, pa saj veš, da lahko se še toliko dereš se strani, pač ima, kakor ima, ne, ampak tudi ti moraš dati to ven, ne, nekako tam. In ja, te trenutki so nepozabni, ne, mi smo tudi stara šola, mi smo priprave, ko smo imeli poletne na Rogli, mi smo šli to v low budget sistem, jaz sem tudi kuhal recimo za 10 atletov, ko smo bili, ne. Mi smo, ko so prišli z treninga, 2 sta šla, ko sta, ne vem, nekaj pač naredila, kakšna neumnost, 2 sta krompir lupila, en je tam uno delal, tretja, to je vse poteklo. In ko sem jaz po ene parih letih, ko smo imeli možnost iti v hotel, ne, pa vse to preskrbljeno, sem dal ven, a gremo tja ali sem. A vedeli so bili vsi za to variante, ki smo mi počeli, ne. Taborniško, Ja, pa še zdaj ne vem, kako sem takrat unga mojega starega megana stlačil sebe, 2 atleta, pa hrane, pa prtlaganje za vseh nas 10 za tisti teden. Vem, da kaj se je usedel noter, smo ga dali in pa sem ga zapilal, čisto sem ga zapilal. Ko smo odprli, to je vsem ven padalo. Ampak to je bilo, mislim, super, no. Res super. Mar recimo iz tistih časov, veliko sem tudi poslušal po teh epizodah teh boljših tekačev, ko govorijo recimo o sodelovanju v skupnih treningih, ne. Imam spoštovanje resnično do recimo tekaških dosežkov in pa dosežkov trenerjev pri nekaterih, po drugi strani pa ego trenerjev je tisti, katerega lahko sem trener preraste ali ga pa ne preraste. In to sodelovanje, ne, jaz sem to že zelo kmalu ugotovil, kako to pri enih poteka. V glavnem, to je tako kot pri komunikaciji in za sodelovanje mora biti obojestranska. Obojestranska se pravi želja. Ne bom pozabil enega stavka, ko sem rekel, če bi lahko kaj naredili skupaj. Ja, jaz sem odprt za sodelovanje, ni problema, mi imamo to na planu, če hoče lahko narediti z nami. Se pravi, to je moj plan, noben problem, midva lahko sodelujejo, ampak bo tako, kot imam jaz, ne. Veš. In potem se je dogajalo, ne vem, v Medulinu in vse posod, 10 atletov v levo za 4,50 na kilometer, 10 atletov desno za 4,45 na kilometer. Pri večeri so se po boji pogovarjali atleti, zakaj niso šli skupaj, trenerja pa vsak na svojem stolu, ne. Ampak to je zgolj in samo ego trenerja, ne. Nobenega tekača ne bo pobralo, niti trenerine od tega, če bo šel kakšen njegov atlet 10 sekund po kilometru počasneje, posebej v obdobjih, kot so baza, se pravi po zimi, ali pa če govorimo o enih, ne govorim zdaj res, imamo nekaj vrhunskih atletov. Okay, ja, spet individualisti, ja, okay. Ker skupina naredi čudeže, no. Se spremljaš najbolj slovensko sceno trenutno, vsaj, bom rekel, siguren, te zanima, vsaj na en način, ali pa dobiš informacije, je kakšen obet, da se mogoče vendarle v bližnji prihodnosti te stvari pa izboljšajo, pa se kaj naredi na tem. Se pravim, sem tudi v tem podcastu govoril z veliko atleti, marsikdo je rekel, da bi, ampak potem nekaj se je realizirali, nekaj malega, prav veliko ne. Rekel se ego trenerjev, kaj pa moče, ne vem, krovna zveza lahko kaj tle naredi, ali je to pač bolj jalo upanje, pa je bolj spodaj navzgor treba delati, kaj ti misliš?
Ne, ker v bistvu je tako. Zdaj smo tudi počasi že dosti stari, da ti veš, da druge ne boš spremeniš lahko edino sebe. Se pravi sebe, svoje razmišljanje in do tega pa pač mora priti vsak posameznik. Od zveze že dolgo teh stvari ne pričakujem. Takrat, ko sem še bil zraven, sem mi tudi, s to trenerko je tudi povezana cela štorija, pač obljubil, pa je nimam, ampak skupne priprave, ne skupne priprave, ampak povezovanje atletov v ene treninge po regijah, dolgo časa že želja, neizvedljiva, tudi zdaj ne vidim perspektive, da bi to zalaufalo strani zveze dol. Prej vidim, da bo preko kakšnega tekača samega, se pravi nekoga, ki je temu v interesu, ampak se pravi, za sodelovanje vedno sta potrebna dva. Zdaj, če ti pričakuješ, da se bo tebi nekdo prilagodil v popolnosti, je to nemogoče. Jaz sem imel s tem težave že kot atletski trener. Mi smo delali na stadionu, bom rekel zdaj na pamet, 10x kilometer. Nekdo je delal od rekreativcev 10x800 in sem zelo hitro ugotovil, da je to približno enak ritem. Celo pauza bi se sklapala, mi smo imeli kratko, on nekoliko daljšo, Bilo je pa razlike, tako kot sem rekel, 5 sekund na kilometer. S tem, da sem jaz vprašal njega, če bi, mislim, da gre lahko zraven. Postal se tam zadnji, ne rabi nič razmišljati, sem teče. Ne, on ima plan, On ima plan. Mislim bil prav šokiran, takrat sem bil šokiran, zdaj mogoče nisem več, Kaj pa vem, Ne vem, če je to smisel vsega tega, veš, da spravljamo tekače na vse te plane. To se mi je že tudi zadnjič porodila, ko ste imeli debato v Novem mestu, se pravi tekaški plan, da ali ne. Mogoče tudi z tega vidika potem manj tekačev teče, ker imajo občutek, da če niso ali v klubu ali v eni tekaški vadbi, da tu pa ni za njih, da če sam gre, da ne zna niti teč, a tek je osnovno gibanje človeka, katerega zna vsak, Zdaj, če potrebuješ usmeritve, je tle dovolj strokovnjakov, ki ti lahko pri tem pomagajo, drugače pa velike filozofije tukaj ni, Je rekel že en moj, meni starejši trener v Novem mestu, levo nogo daš pred desno in to delaš čim hitreje, Pač, simpel je pa pasel, s to merljivostjo posem, da res nismo šli kam predaleč in da pol na tak način tudi izgubljamo, tudi sam to veš, kot organizator tekače na prireditvah. Ne vem, tukaj se sprašujem, se pravim, kam bi nas tukaj lahko odvedla pot. Ker jaz si želim, da čim več ljudi je aktivnih, ne da so hitri ali pa to pride kasneje. V začetku moraš ti ljudi spraviti v gibanje, spraviti jih moraš v redno gibanje in s tem, da ti že samo svojo pojavo nekoga na treningu, recimo, da pridem jaz, nekoga prestrašam. Kje bom jaz tekel s tabo? Ok, v redu, dajmo to predsodek na stran. Danes bova šla, se pravi, čisto počasi, greva od začetka. Imamo ogromno vrhunskih tekačev, trailašev in vsega. To so zgodbe, v katerih, mislim, sam se počutim res majhnega, Je pa res, da to so za nas poznavalce vrhunske zgodbe, za nekoga, ki ne teče, njega pa prestraše take stvari, In njega moramo pa res najprej samo spraviti v gibanje, neobremenjeno s temi številkami in z vsem, da bo že kasneje, ko bo čas, če bo čas, se tudi kaj hitrejšega pa daljšega lahko to, Ja, ta večna dilema, pa to smo že veliko debatirali, pa nekako ne pridemo do konca, ali so ure, pa strave, pa vsa ta kvantifikacija naših rekreativnih dosežkov, pa spanje, pa hranjenje, pa koraki, pa ne vem kaj,
to stimulativni, ali so lahko destimulativni, ali so lahko stresori, stres relieverji. Kaj pa vem, no, se ta debata še poteka, mogoče bi mogel narediti kakšno okroglo mizo na to temo, ja, pa bi se potem še psihologi pogovarjali, pa obsedeni rekreativci ali pa kaj takega, da bi videl, kaj so dobrobiti ali pa tudi negativne plati. Jaz včasih sam pri sebi vidim, da mi je ura pravzaprav odveč, če grem teč za sprostitev, ker tečem 5:30 ali 6:30 ali kakorkoli že, mi na koncu dneva prav nič ne izboljša počutja. Sam tek, recimo, pa mi ga. Ja, mislim, se tle lahko debatirava tudi... Neskončnost, ja. Neskončnost, ne, se strinjam s tem. Sam pravim pa, da tako stvar bi mogel ti izvesti med ljudmi, ki ne tečejo. Nas zanimajo oni, ne? Tako, kot smo ugotovili, pač mi populacijo tekaško, kakršno imamo in zdaj te se prerivamo levo-desno, ne, od trailov na cestni tek, včasih jih je bilo, ne vem, 2003, kdaj sem imel diplomska naloga, ki sem pisal, je bilo 56 rekreativne tekaških prireditev v Sloveniji na leto, ne, ko sem je 2013 nehal pisati, jih je bilo 400, ne, v glavnem, pač to se razdeli, ne, ampak tista masa, ki pa ne, tista je pa enaka, pa še vedno velika, ne, in tam nas zanima, zakaj ne. Sej koncev pa, hvala Bogu, da gre nekdo na pohod. Zakaj pa ne bi bile pohodniške, pohodništvo del tekaških prireditev? Kaj v končni fazi imaš? Gledam zdaj spet iz sebe. Kaj v končni fazi imam jaz kot organizator? Letošnje leto sem imel 710 aktivnih udeležencev. Če bi jih imel 300. A bo kakšen sponzor polno to cifro, ki bo dol vrgnil narediti? Kaj je to njega briga? Kaj je to njega so na druge prioritete, ne? Mogoče pa tudi mi sami hočemo preveč s tem, ne? Rin za vedno višjimi številkami, pa vedno iskati neke presežnike, pa najboljši, pa najbolj, pa rekord, pa vse te stvari, ne? Občudujem organizatorje, ki še vedno organizirajo prireditve, ker pride 50 tekačev in je vse tako, mislim, nimaš kaj za pojamrati, res. Top, pa da, ker jaz se težko pripravim do tega, ker ves čas stremim, da bi nekaj izboljšal, ne. Ja. On je pa v tem toliko meren, da neizmerno spoštovanje moje ima in tudi mene umirita. To imaš prav, ja. Zakaj bi? Kaj super. To imaš prav, veliko debat zadnje čase smo imeli tudi na to temo, ja, ali smo Slovenci nasploh, ne, saj jaz imam tudi to, recimo, to težavo, ne, zmeraj vidiš preveč problemov, ne pa tistih dobrih stvari, vidiš 1%, ki je šel narobe, pa zaradi tistega izgubljaš spanec, imaš 99%, ki so šli pa pravo smer, ali pa eden od 1000 ti zagrni dano, ne, namesto da bi tih 999 ga polepšalo. Ne vem, kako ti gledaš kot organizator, zdaj pa že kar dolga leta na to. Vem, da imaš podobne težave, da bi kdaj ali kakšen vrat zavil, ali pa sam sebe bičal, ker pa nis pomislil pa na trakec, pa na neki, pa na une 2 minute, sta se une 2 križala, ali pa ne vem, karko že. No. Ja, vedno se... Podobno zadeva je recimo v šoli, ne. Imaš 99% zadovoljnih, 10% ni in zaradi tistega imaš pol sestanke, pa zbore, pa en kup dokumentov, pa dopisov, ne. Ampak ja, 99% je zadovoljnih. Je pa tudi res, da pol, bolj, ko si izkušen, več, ko imaš, se pravi, prakse iz teh stvari, take stvari pustiš na strani, oziroma predvsem, če nastopaš tukaj kot vodja prireditve, ti organizacijski odbor, ki ti prinaša take, preusmerjaš, se pravi motiviraš. In takrat tudi sebe naučiš, da moraš tudi ti skreniti v tisto pozitivno zadevo, kaj vse smo naredili, kaj ne vem, včeraj nismo imeli, danes smo to vse naredili, drugje nimajo, ne vem, polovica toliko imamo mi. Tako da ponosni biti na to, na take stvari, navdušiti koga, je pa tudi nekaj resno.
inteligence, veš, je tudi ta smisel za humor lahko tako zapakiran, da se ti zelo dobro počutiš, en del ljudi se smeje na račun tistih, ki so te zafrknili. Kako neko slabo situacijo preobrniti v dobro, tako da se začneš norca delati tudi na svoj račun iz nje. Bravo, evo, super si to povedal. Dej povej, če so že pri organizaciji, no, okay, bil si atletski trener, to si zamenjal za treniranje rekreativcev, okay, razlika je seveda glomazna, ampak pogrešaš kaj, te kdaj kontaktiraš kdo, kakšen starš, kakšnega atleta, joj Lindič, jaz imam pa tle eno zlato, ki je še pač neobrušeno, a bi ga ti vzel, pa ti rečeš, nimam časa, ne delam več tega. Zdaj, odgovor je v bistvu tak, kot si ga zdaj dal na koncu, ker je skoraj vseeno, ali je to eden, ali bi bilo, ne vem, 5, ne. Jaz sem tudi recimo takrat, ko nisem več bil pri atletskem klubu Krka, sodeloval z Anjo, ne, in enostavno to je ves čas, ne, še posebej, ko nekdo prehaja iz rekreacije in gre gor, to je, se pravi, eksponentno raste tudi zahteve in pa potreba po času in pa raste, se pravi, tudi moje prilagajanje, ne, in jaz enostavno te stvari nisem, na začetku oddaje sem že povedal, zavedam se svojih omejitev pri znanju, res je, da imam vsako leto več izkušenj, katere z veseljem delim. Je pa res, da do enega nivoja lahko, potem pa raje rečem ne, ker če že vnaprej vem, da to ne bo pilo vode, je škoda nekaj obljubljati. Imam zdaj trenutno eno punco iz Notranjske, so me tudi starši našli, tako da ja, sicer smo bolj tako, enkrat na mesec smo zmenjeni, da se dobimo, da se vidimo, no. Vsaj danes je tudi, veš, da te spremljajo mladi, kot sem že prej rekel, prek teh državnih omrežij, kjerkoli si bolj preskeniran, kakor, ne vem, QR koda tam v trgovinici, ne, ki gre čez. Tako da, ja, ker pri sami rekreaciji, pa jaz tudi ne zagovarjam tekaških planov, ker to potem ni več rekreacija. Imamo pa namensko, ne vem, 2 meseca priprav recimo za eno prireditev in samo navadbi se razdelimo v skupine s tem, da jaz vedno upoštevam, ti imaš svojo službo, ti prihajaš od doma, prinašaš določen stres, prinašaš skrbi, kdo sem jaz, da bom nate vpil, ne vem, karkoli še potem, v bistvu takrat, ko si prišel, ali enkrat si prišel na čvek, enkrat nimaš pojma, kaj sem jaz povedal, sem tam se postaviš v skupino, kaj delamo, ne, pač enkrat te pa primem, boš pa tam čist spredaj stal, ne. Jaz se tega vse zavedam in jaz sem bolj kot vse navduševalec pa motivator. Kakšna beseda, kakšna spodbudna, ne vem, kakšen misel, ne vem, iz kakšne pretekle situacije vzeti iz konteksta, ki bi te lahko spodbudila, ki te lahko primerjam z nekom, z vsemi tistimi, ki doma ležijo na kavču, pa imajo noge v luft, da ti že če jih imaš dol, si že bolj napredoval, se pravi, si že boljši kot oni, kaj še neumka ne pride, ne se daje tu nič, ne, in ravno s tem, ko ti pri človeku vzbudiš, se pravi vplivaš na čustva, na emocije, on se v redu počutil v taki družbi in tudi prišel bo. Ne zaradi besed, ne zaradi časa, ampak zaradi osebe ali pa tistega vzdušja v skupini, ki ga imaš, zaradi tega potem nekdo ostaja pri tebi, ali pa pride na vadbo, na rekreacijo, v društvo konec koncev. Če ne pa pač gre, ne. Rajši vidim, da če nekdo, ki pride na ostro, pa bi nekaj te stvari zelo hitro gotovi, da pač tega pri nas, pri meni ne bo in potem se razidemo, ne. Kakšna je pa razlika, Aleš, med motivacijo, motivator si, a to
to je definitivno res, ne? Imaš posebno karizmo, ampak kakšna razlika med motivacijo otrok v šolskem procesu, kjer si zdaj že skoraj desetletje, pa na drugi strani motivacijo rekreativcev odraslih ljudi, ki imajo svoje že odgovornosti in zase znajo tudi poskrbeti. Najbrž je pristop različen ali tudi podoben v določenih primerih. Zdaj tako, ne? Jaz pri odraslih večkrat uporabljam fore, moraš biti res z vsemi žalbami namazan in v spredu nisi, ampak se učiš. Ne? Te fore na odrasle noro palijo, ne? Ker njihovi možgani se pravi čist na drugih sferah delujejo. Ne? Motivacija za odrasle pri otrocih ne bo delovala. Ne? Pejdi greva, pridi greva ali pa ne vem. Za odraslega je to dovolj velika, ne vem, dovolj navodilo ali pa ne vem, zdaj imamo še 500 metrov in bo cilj. Ne? Za otroka pa to ni dovolj. Kaj njega prvič ne ve, koliko je 500 metrov, njega ne zanima, kaj bo čez 500 metrov njega. On zdaj ne more dihati, on bi zdaj vodo pil, on bi zdaj te stvari, ne. In ja, ampak pač na različne načine, tudi z različnimi starimi se lotevamo te motivacije. Se pravim, vzgled je tukaj tiska, noro vleče. Med korono, ko smo bili doma, malo sem spremljal, kaj so počeli kaj kolegi. V glavnem, mi smo imeli eno fantastično zgodbo. Jaz sem vse učence od 6. do 9. razreda smo spravili na stravo. Pač dali smo soglasje staršem, povedali smo jim, čemu bo to namenjeno in gremo gor, kdor ni hotel, lahko tudi druge aplikacije, ampak zakaj se je šlo? V začetku smo s temi pohodi, pa tekmovali smo, kdo bo naredil več kilometrov, s tem, da smo potem mogli mi te zadeve celo navzgor omejiti, ker smo imeli učence, ki so začeli delati s hojo, pazi, 160 kilometrov na teden. Tako da smo potem to omejili, smo se tudi starši pogovorili, ker so bili non-stop zunaj. Imela je enega, ne vem, husky pes, kaj tis, ne vem, no pas me v glavnem ni hotel več na sprehod popoldne. A veš, ta pes, ki je skozi zunaj, ne. In se pes strmal, ne. Tako da smo se pol pogovorili in smo imeli tekmovanje, recimo, kdo je bil najvišje, nekaj nagrad sem zrihtal, tudi pisal sem takrat, ne vem, na par teh, ki so se športnimi stvarmi ukvarjajo, če dajo kakšne kapce majčke. Pol je pa spet motivacija padala, sem pa jaz na drugačen način razmišljal. Jaz ne bom več njih mogel motivirati, naj tisti boljši slabše. In smo naredili razredna tekmovanja, s tem, da smo omejili, koliko si lahko največ kilometrov naredil. Eden učenec, razlika se je delala pa pri tistih, ki niso nič naredili. Če si tistega premaknil, so bili ful, ne. In mi smo imeli 165 otrok, ki so delovalo, 3 tedne, 13,000 kilometrov so zbrali. Hodili so tudi po 9 ur so bili od doma. Tu so bile take slikce, mislim, res, jaz, ko sem videl te otroke levo, desno, ko so hodili, meni je bilo to fantastično. Recimo, to je bila ena izmed stvari, potem so sodelavko plesala, posnete gor, ali pa kad daš neke svoje fore, videe, pa kad ti ne gre, ne, to najbolj zažge, ne, tam, kad se ti prevrneš, ne, veš, kad, če ti vse rata, ne, oni tako je tvoja napaka, ne, tam, kad greš na polaganje, ne vem, pa kažeš košarko, pa fališ, ne, takrat vsi, ne takrat, kad boš zadev, ne, in ja, in s temi videi jaz nimam, nekateri so pač malo bolj stremižljivi, s tem nimam težav, predvsem, ker vem, da bom pri njih premaknil, ne. Vidim cilj in do tistega cilja bomo mi prišli, ne. Odrasli pa pač enostavno tukaj razlika je, da verjamejo, glede na izkušnje, ne, ti lahko z izkušnjami motiviraš, učiš, pripelješ do tega, ne. Ne rabijo toliko, ne vem, a res lahko toliko hitro tečeš, ne. Saj to te noben odrasel ne vpraša, ne. A veš, otroci te pa bodo vsakič, ne. A lahko ti to hitro tečeš? Ajde. Uživaš v šoli, na šihtu, pa popoldne imaš rekreativce, a to te najbrž glede na to, da si skozi dobre vole prej polni kot izčrpava, vendar terja pač tudi neki človeka, moraš dati sebe v to, pa te malo zmatrati vse skupaj. Ja, to je vse delo z ljudmi, ne.
In potem včasih, oziroma večkrat obožujem trenutke, ko sem sam. Se pravi, res ne potrebuješ nobenega za to, da se malo miriš od vseh ljudi. Ker čim si ti recimo tako pojava, potem tudi dosti energije pijejo od tebe, ne, ljudje. Vsi pri otrocih oni jo vračajo, ne. To je tak feedback pri nekaterih, kot da bi bil priklopljen tudi ti na štrom, ne. Moraš večkrat na stran obrniti, kakšne fore, to so meni noro smešne, ne, kaj se to pogrozdajo, ne. Ja, odrasle pa je pa tako kot vedno, ne, imaš nekatere, ki se potem s tabo napajajo, včasih imaš tudi tega dovolj, ne. Tako da tudi rad imam svoj mir in ravno ta mir in meditacijo recimo skozi tek. Če moram komu kaj razložiti, kaj tisto, ne vem, uro pa pol ali pa če včasih pol ure počneš, razmišljaš, včasih tudi ne vem kaj, je pa res, da se takrat ogromno stvari pomenim sam s sabo, ogromno enih idej, tudi kakšne situacije, se pravi, mogoče kakšen scenarij, kar sicer ni, ampak ves čas nekaj predvidevaš. Recimo letos mi je bilo fantastično, ko sem lahko na svoji prireditvi v Šmarjeških Toplicah šel na trail. Ne vem, jaz sem ga šel zato, da sem 2 uri pobegnil od tam. Jaz sem samo noro, ne, tam, ko si bil, ves čas je nekdo nekaj te iskal. In je vse potekalo. Jaz sem se v tiste 2 uri imel top, tam imamo, ko bom reklamo naredil, ne, 3 krepčevalnice so. Od tega na eni je cviček, dolenjski posebnež, na 2, ki pa poleg vsega ostalega, tam asortmana, ne, je pa tudi pivo, ne. Ja, ne. In to je meni bistvo traila, ne. Pa še prehitel sem in pol so bili še oni zadovoljni, ne. Sem prehitel ga, ne, letos. Tako da, ja, no. Rabi vsak človek nekaj, da da to ven iz sebe in skozi tek je meni to noro, koliko stvari lahko prepucam s čiste misli. Ja, super si tole povedal. Ja, jaz sem se tudi spomnil, zamudil sem letos trail pri tebi, sem šel v nedeljo pol na tek, super organiziran, nimam kaj za reči, edin cilj v klanc, cilj v klanc me je pa zdelal, tam sem se pa z eno punco dajala in pa sem seveda mogel odnehati, ker nisem mogel več zadnjih 200 metrov gristi v klanc, ampak je pa dobra fora, se mi zdi simpatična, štartaš navzdol, pa se pa vračaš, točno veš, kam moraš priti po klancu navzgor, ker te čaka navdušena množica, da te videla, kako si penast, pobruhan, pa pač nedostojen, kako pač, ne zmoreš, tako kot bi elegantno lahko Aleš Lindič prlaufal tam mimo. Tako da super zadeva. Kdaj imaš to drugo leto? Daj malo narediti reklame, no, za šmarješki tek, katerega ponosno majico tudi nosim danes. To je drugi vikend v juniju. Zadnja 3 leta, oziroma v času korone, mislim, da si tudi ti sodeloval, smo imeli tudi virtualno izvedbo. Drugače pa imamo zdaj vikend, ravno zaradi tega, ker imamo ogromno število otrok. 350 smo jih našteli letos, se pravi otrok, zato smo jih tudi premaknili na soboto. V soboto je tudi potem trail tek, popoldne so tam tudi ostale športne igre, košarkarski, teniški turnir, pa glasba je, se pravi, ta zabavni del. V nedeljo je pa v bistvu ta naša klasika, 8-kilometrska po gozdu, pa 2-kilometrski rekreativni tek. Je pa tako, ne, zdaj tudi razmišljamo malo o teh stvareh. Mi smo imeli dolgo časa, edina prireditev, ki je imela kopanje po teku, ne, bazen. Zdaj, ko ima bazen že skoraj vsak doma, ne, tudi to zgubi svoj draž in vse skupaj, ne. Tako da tudi mi precej razmišljamo, kaj in kako bomo tole uredili, nadgradili. Je pa nekaj, tisto, kar sem že tudi prej povedal, ne moramo vedno stremeti čedalje višjim številkam, čeprav jih imamo, pa vedno, ko jih imamo, opažam, da v bistvu vseeno, kaj bi naredili, ker na koncu te tekači, ki pridejo,
veja, ne vem, to je, ne vem, od Aleša ekipa, njihovo društvo, pri njih to vse klapa, pride že zaradi tega, ne pride, zdaj bom rekel, nekaj več zaradi štartnih paketov in vseh teh stvari, tudi na te stvari damo veliko. Je pa, jaz apeliram predvsem na ta turizem, to, kar se tudi mi gremo, ko greš nekam, da si mogoče vzameš vikend, ogromno stvari za pogledati, Šmarješke Toplice, res lepa občina, od naravnih toplic v Klevevžu, letalo imamo na strehi enega dvorca tam v Šmarjeti, vinsko fontano, Cvičkov izvir imamo, zraven je golf igrišče, v glavnem od kulinarike pa do, se pravi, pijače, te gostinske ponudbe, pa vse do športnega dela ponudbe, kakor hočete. Vse vidite nas pa lahko tudi, če preveč ne gledate v tla. Lani smo sodelovali na istrskem maratonu, smo pokrivali eno okrepčevalnico. Kar mi je najbolj spet zanimivo, rekreativni tek na 10 km, mi smo bili kot pravi Dolenjci, na koncu mize smo imeli cviček in še nekaj bolj oštrega, pa je samo eden tekač rekel, če imate Dolenjci kaj, ne. V Ljubljani smo, v glavnem kar hodimo takole okolno, pa poskušali smo tudi s prijavo na Erasmus projekt z enim Rastokami, to so pred Plitvicami, tam imajo en trail, da bi kot nek tale vikend športni imeli skupaj. Žal smo izviseli, kljub temu pa se bomo povezali, tako da pričakujem, da bodo oni prišli gor, mi bomo šli pa dol, pa bomo tudi to imeli mednarodno v bistvu izmenjavo, no. Tako. Super. Aleš Lindič, evo, govoriva po mojem zdaj že skoraj uro v pol. Da imam še tako 47,000 telih alinej, ampak to bo počakali na drugi pa tretji del najnega pogovora očitno. Nekaj mi povej, trener si rekreativcev, pol si učitelj itak, pol si predsednik društva Maraton, ki si ga ko si ga prevzel po dedovo, pravzaprav spet vrnil na pota stare slave, ja, potem potuješ po svetu, ja, ko voziš svoje rekreativce, potem zmaguješ na dirkah mimo grede, ja. Kje ti to vse, kje ti rata, boš pa še kaj laufati sam zase, Bog pomagi, kaj pa šele spet. To je res kar velikenih zadolžitev si dal. V osnovi je sam tek zelo enostaven. Tudi tako ga jaz jemljem. Že prej sem rekel nobenih gelov ali kaj, zato ker moja partnerka vrhunsko kuha. Se pravi, mi dva imava res kuhno poštimano 1A. Veš, tiste plastične čebre, ki imajo včasih, ne vem, za nekam na nivo, mi da take posode jeva solate, recimo vsak dan, raznovrstno, ves čas in jaz razen v tem zimskem času teh dopolnil prehrani niti ne jemljem. Prav tako, recimo, najboljša regeneracija je spanec. Lahko vse na svetu pogruntajo, še vedno. Jaz sem ob 9, ob 10 res sem utrujen, ne. In jaz obožujem, 8 ur obožujem, ne. Pač lahko si prvoščem, ampak ko si jaz to prvoščem, jaz vam dan pokrit, ne, energijsko in vse skup. Ja, ostane, če ne kompliciraš veliko, ostane, dovolj, ne. Če pa kompliciraš, je pa pri vseh stvareh, lahko v nedogled kompliciraš, ne. Prav. Veš. Čim manj komplicirana, majčkam potrpežljivosti, pa dobra vola, malo humorja, po čemer si znan. Jaz sem dol padel res, ko sem prebral tvojo objavo, pa če te niso pokopirali že pri tem koronskem projektu, ko si otroke došel s hojo, res fantastično. Čudi me, da ta stvar ni prišla mogoče kam širše ven. Poznam kar nekaj športnih učiteljev po šolah, pa so bili, ampak z spoštovanjem precej manj iznajdljivi. No, ampak ko si pa ti napisal vabilo za prostovoljce za novomeški polmaraton letos, ker si pač vodja tega personala, ne, je bilo pa to ena najboljših reklam, kar sem jih prebral, to je bilo tam v 5-6 alinejah, noter si pisal take stvari, kot
kdo pa ne bi bil redaren dan, da imaš ti moč nad vsemi ostalimi in podobno. No, tisti je bilo tako dobro, da mi bom polinkal to spodaj, da si ljudje preberejo. Povej mi, koliko ljudi si pa že po komentarjih sodeč si jih kar nekaj pač pripričal, da so se potem prišli v tiste jopiče, ki si jih sušil na balkonu obleč naslednji dan, ali kako? Ja, javno sem jaz sem imel pokrito zelo hiter, ne. Tudi čist spodaj zadnje leta je bila, da prodam avto in tudi to sem gledal, ne. A si ga prodal, a si ga menil za drva? Kaj je bilo? Ne, sem prodal, no. Če bi bil kdo, bi tudi za drva, ne. V glavnem, ja, se potem po takih zapisih, no, imam tudi v tekaški skupini, ki jih napovem vikend vedno kaj med vrsticami, ne. Mnogi so navdušeni, ker to nisem, da prebereš, ampak je not marsikaj zapakirano, ne. Moraš malo razmišljati, ne. In ja, jaz sem dobil tam redarjev, imel sem jih na lagerju za rezervo, no, tako. Bravo. Če rabite kakšno dobro vabilo za vaše redarje, dragi organizatorji vseh sort tekov v Sloveniji, evo, tam morate zdaj napisati copyright Aleš Lindič, ali pa se spomnite kaj sami, kaj podobnega ali kaj božjega, ampak ti si res dober, no. Ti si res dober, tudi zaradi tega se zmer rad s tabo pogovarjam, no, ker imaš zmer kakšen dovtip ali pa kakšno anekdoto, tudi danes jih je bilo veliko, verjamem, da jih imaš še veliko na zalogi. Dajva za konec še majčkeno pretrest Aleša Lindiča kot tekača, preteku si, rekel si, ne šteješ zmag, ali jih pač šteješ vsaj zmage, mogoče svoje? V bistvu preteklo leto je bilo izjemno uspešno. Jaz sem se tega leta tudi lotil za vidika napredovanja v šolskem sistemu, mene bolj kot sedenje na seminarjih. Pač zanimajo stvari v praksi, nabiranje točk, se pravi recimo z lastnim znojem, to sem tudi lani dosegel. Tako da sem lani pobral hat-trick na Hrvaškem, sem jaz temu rekel, 10 sem zmagal v Karlovcu, 700 pa še nekaj tekačev je bilo, potem polovičko v Vukovarju, pa maraton v Crikvenici. Poleg tega sem lani potem še bil v Srbiji, v Subotici. Tam je bila tudi ena fantastična polovička, 19 km pa pol sem tekel 1 meter za enim tekačem. Tako da tudi fotograf ni mogel razločiti naju, kaj je slika, v glavnem. On mi je šel idealen ritem, ne. Vrhunsko je bilo pa še, ko sva imela zgodbe po tekmi, ne. Kaj on razmišljal, pa kaj jaz, ne. Tako on ni mogel več, pa rekel, da v popizdu, če sem še malo mu sledim, jaz pa sem to, kar je, pa bo že v redu, ne. Tako da to. Ja, letos sem pa v Vukovarju v bistvu tekel pa svoj osebni rekord na polovički, kljub temu sem bil 4. Zmagal je trenutno najboljši na Balkanu, tale Srb je na rekreativnih tekih, ki teče. Bil sem 4., no, ampak organizatorji so vsi navijali zame, tudi tale na kolesu, ki je bil, ki me lani spremljal, ki je podil avtomobile stran, bil zelo razočaran, mislim, toliko si je k srcu gledal, ker nisem jaz uspel, ne. Sem rekel, da ne morem hitreje teči, ne. S tistim tekom sem res zadovoljen, ker sem v bistvu 2 meseca tekel, 2 meseca prej pa ne, ker sem imel eno poškodbo na stopalu, vnetje stopalnega loka. Ja, pokalov je sicer nebroj, tudi medalj. Letos tudi tek trojk je v Ljubljani, še ta je bila super, 12,5 mešana. Jaz, Miran Kovačič, pa Anja Fink, smo to osvojili. Ampak niso pa tiste, vsaka medalja ima svojo zgodbo, no. To je tisto meni bolj pomembno kot v končni fazi. Tudi včasih jaz, če vem, da ni, pa je mogoče to hecen občutek, mi je nerodno iti po medaljo ali nekaj, če ni rezultat dober, ali pa da jaz nisem optimalno pripravljen, ne. Zato tudi jaz včasih nisem za vse te finisher medalje. Vem, da to nekomu ogromno pomeni. Meni pa recimo bolj pomembna zgodba, ki zadaj stoji za tem, no. Tako. Imaš prav.
Jaz sem isti, zato sem bil, pa takrat sploh nisem imel cilja, dobiti kakšnokoli medaljo. Vem, da sem še enkrat med korono mal te v svojih hribih, enih 18 km, pa nekdo mi je rekel, virtualko imajo v Šmarjeških, pa sploh nisem vedel, kje to je, pa sem kar hashtag dal na stravo, pa pozabil, pa pride čez en teden paket, pa noter medalja, pa maska, pa ne vem kaj, pa sem rekel, pa to ne moreš verjeti. Ti ljudje so nori, to spremljajo vse vedo, pa bolj sem se pohecal, ampak mi je bilo res lušteno. In takrat sem pač pol pokontaktiral po mailu nekega gospoda Lindiča, ker sem se mu zahvalil, pa on se pač upravičil, da je tista maska mogoče res malo prevelika, ampak če jo daš pa dvakrat v sušilc, pa malo skrb skoči, in to sem naredil in jo potem uporabljal tudi, ko je bilo še treba, pa so me vsi pač nagovarjali, če imam kaj cvička, ker očitno sem z Dolenjske, s tisto masko. Tako da res luštna poteza, res to mi je bilo res všeč, pa nisem za medalje, ampak tista mi je bila pa še zdaj jo imam nekaj, res je ogromna, nekje in bi bilo simpatična gesta. Tako da, kje bi, vem, si človek pre mnogih idej, organiziral bi najbrž lahko še 100 stvari, če bi imel cajt, ampak kje bi pa Aleš Lindič, če bi rekel, imaš ves cajt pa denar na svetu, najrajš tekel na kakšnem maratonu, na kakšni dirki, se na čem pomeril, kar do zdaj še nisem mogel, pa bi rad enkrat v življenju kaj takega naredil. Zdaj, to smo imeli kar nekaj teh debat glede teh vrhunskih svetovnih maratonov. Meni je v bistvu težko iti na en maraton, recimo, da bi šel v London, New York ali kakorkoli, ker meni je poanta tega res, da se zabavamo, ampak ne, da se afnaš, ampak da je zabava. Jaz pa, če bi šel na tako stvar, kljub vsemu to ni tako poceni in ne morem biti tam afne guncati. Tako da recimo, meni ravno z tega vidika taki niso blizu, samo zaradi tega vidika. Ne govorim o tem, da bi pač se pripravil, ampak vsem, kar spada zraven. Če bi pa lahko zbiral, recimo, kaj bi si izbral za kakšen neomejen budžet, kam bi lahko šel, najbrž bi izbral kakšno Južno Afriko, kakšen Cape Town, recimo kaj tacga. Lepa. Evo, Cape Town, torej. Tam ni veliko Slovencev še tekel, se mi zdi. In ta bi bila kar zanimiva izkušnja. Ali pa jaz bi šel kam v srce Afrike, pa mogoče še prenevarno, tam vsem se mi zdi, da bi šlo to skozi. Se tega ženam ne bo razlagala, se pogovarjava samo midva, se tega žene ne bodo poslušali. Recimo, za finale boš mogoče dal še ti zaključno misel, vem, da si nekje rekel, pa to je bilo tako spet simpatično, tako neka tvoja življenjska filozofija, oziroma bilo je govora o teku pa zdravju, pa si rekel, če jabolko na dan od žene zdravnika stran, pa če je smeh pol zdravja, pol ješ jabolk, pa se zdraven smejiš, pa si res najbolj zdrav človek na svetu. In sem prišel to prav probati. In sem bil res kar dobre volje, zaradi tega, ker sem se režal, ker sem jedel jabolka. Povej mi, tvoja življenjska filozofija nasploh, pa če sva rekla na začetku, da bo koga navdušila, zdaj, če dotlej zdržal, še kdo ga jih navdušuje še za na konec. Zakaj torej teč, kako življenje si mogoče poenostaviti skozi tek, pa kaj skozi to lahko dobiš, midva, posebej ti, si živ dokaz, da to deluje. Izvoli, Aleš Lindič, izvolite. V bistvu jaz si velikrat sposoben tole misel od Nejca Zaplotnika, da je v bistvu pomembnejši kot cilj je pot. In tudi recimo jaz uživam v vseh treningih, v tem pristopu, pripravi, dogovarjanju na ta tek, od opreme, pa potem kaj sledi. Recimo bolj kot o tem, če se pripravljam za kakšno prireditev, to mi je recimo neizmerno
večje veselje, vse tle vmes, ker konec koncev po črto tečeš mogoče na 5-10 preditvah na leto, ostalih 300-krat je pa trening, ker si sam ali pa z nekom v družbi. Ne. Drugače pa moja želja, tudi recimo včasih kakšno filozofsko ali pa politično imam, je, da bi zdravstvo namesto tablet predpisovalo na recept obisk fitness centra, obisk tekaškega trenerja, obisk nordijske hoje, se pravi naredi sam, šele potem, če ne moreš, boš lahko bil zdravljen z druge strani. Kakršnakoli aktivnost, ne nagovarjam samo tekače, nagovarjam hodače, nagovarjam tisti, da hodijo v fitness, nagovarjam plavalce, vse, pač da počnejo neko aktivnost, k temu doprinesejo kvaliteti svojega življenja. Predvsem pa naj bo to dopolnilo, se pravi dopolnilo svojega življenja, ne pa osnova, da nam te ambicije ne zrastejo preveč in potem povzročijo lahko tudi škodo, da lahko potem še vedno postoriš vsa opravila doma, poskrbiš za družino in vse ostale stvari. In ko najdeš en tak balans, ravnovesje, predvsem pa, če greš kdaj na kakšen tekaški izlet z nami, ne se nočem vabiti, ker pa boš zmeraj hotel iti, tako da ne iti z nami, pa imaš v bistvu vse, kar rabiš v življenju. Tako. Če pa sem še eno, kar si prej omenil, zadnjič sem naredil en story na Instagramu in sem napisal, da ravno to, da smeh je pol zdravja, uporabi kodo smeh in pa sem tega vse zavarovalnice, veš, ki jih dobiš na Instagramu. In se nisem pričakoval odziva, ampak dvoji so mi rekli, mislim pač čestitev za vrhunski ta story. Prav, mislim, marketing se kar sam dela. To je noro. Evo, poštovana publika, 121. epizoda je bila tole. Aleš, kot bi mu rekli v naših koncih, dač pa Aleš Lindič, iz Šmarjeških Toplic, pa v Novem mestu ga tudi srečate, pa vse povsod po Balkanu, kjer bo pač zmagoval. Prav tako na internetu ga poklikajte, naslednje let pa idete na Šmarješki tek, jasno, drugo soboto in nedeljo v juniju, pa na Dolenjski pokal rekreativnih tekov, pa na, ni da ni zdaj, ga boste sigurno hotel spremljati, že zaradi teh vrhunskih storijev, ki jih objavlja. Aleš, bilo mi je v čast in veselje, se še srečala. Tako. Hvala, Marko, tudi tebi, pa lep pozdrav vsem poslušalcem oziroma gledalcem, pa da se vidimo na tekaških stezicah, kjerkoli. Čau. Srečno, pozdrav na Dolenjsko, na zdravje. Čim.